Moram reči, da je odločitev predsednika vlade, da pozove ministra k razrešitvi razumna. Škoda, ki se to ni zgodilo prej. Namreč v tem času se nobene okoliščine niso spremenile in se zadeva 14 dni po nepotrebnem premika med vlado, poslanskimi skupinami znotraj koalicije. Glede na to, da se gospod Weber da se je odločil, da ne bo odstopil, potem bo najbrž prišlo do razprave v državnem zboru in najbrž je smiselno, da opozorim na to, da je to koalicijski postopek v tem primeru in da pač mora koalicija odravnati in odreagirati na dovolj primeren način. Računati samo na glasove opozicijskih poslancev, da bomo podprli razrešitev, najbrž ni primerno, to je stvar koalicije. Kaj to torej konkretno pomeni, kako boste v primeru razrešitve glasovali? Kot sem rekel, se mi zdi razrešitev smiselna, vendar v tem primeru mora tudi koalicija, če je enotna, odreagirati in ravnati primerno in najbrž podpreti predlog predsednika vlade. Sicer je že tako ali tako situacija dovolj konfuzna. Imamo koalicijsko krizo, po vašem mnenju? Razmere v koaliciji zagotovo niso primerne. Prisotno je že dlje časa, te so prisotne razprtije. Problem je tudi v tem, da praktično koalicija skoraj nikoli ni kompletna, ni meseca v njenem mandatu, ko bi vsi ministri, ko bi vlada bila popolna, ministri pač ne morejo opravljati svoje naloge zaradi takih in drugačnih razmer in to je zagotovo težava. Kar se vidi tudi iz nabora programov, iz nabora zakonov, ki jih posreduje v državni zbor. Namesto, da bi seje državnega zbora čedalje bolj polne, so čedalje bolj prazne. Vaš predsednik je rekel, da ne bi bilo prvič, da vlada pade zaradi Telekoma. Menite, da bi lahko tudi v tem primeru? Glejte, ne vem, kaj se bo zgodilo. Koalicija, tudi če izstopi SD, ima še vedno kvorum, je še vedno sklepčna, 46 glasov v državnem zboru, lahko se bo preoblikovala. Vsekakor pa je privatizacija državnega premoženja nujna zato, da se odpravijo vse te slabe navade in predvsem razvade, ki jih imajo tisti, ki v ozadju upravljajo s tem državnim premoženjem. Nobeno državno lastnino, nobeno državno upravljanje se ni doslej izkazalo za uspešno oziroma za bolj uspešno od privatnega. Če pogledate to ministrsko ekipo, kar nekaj kritike še do drugih ministrov, kje so tu še po vašem šibki členi? To mora predvsem predsednik vlade sam oceniti, kateri so tisti ministri, ki ne delujejo. Jaz mislim, da je problem pravzaprav pri vseh resorjih, ker stvari potekajo počasi. Po 7 mesecih bi že lahko imeli na mizi kakšne reforme na področju zdravstva, na področju pravosodja. Dogaja se nič ne, razen tistih zakonov, ki prinašajo nepomembne rešitve ali pa se ukvarjajo s prehodnimi določbami. Notranje ministrstvo za zdravje so kot bolj... Ministrstvo za zdravje, zagotovo ministrstvo za pravosodje, tudi ministrstvo za notranje zadeve, tudi ostala ministrstva so problem. Mi po 7 mesecih še vedno nismo uspeli priti niti do zakona o fiskalnem pravilu, izvedbi fiskalnega pravila in tako naprej in tako naprej. Skratka, mnoge temeljne stvari so odprte in to prav pri vsakem ministru. Torej se pa ukvarja samo z lastnimi kadrami? Vlada se ukvarja samo s kadrovskim prestrukturiranjem. Če nima težav znotraj lastne ekipe, se ukvarja z gospodom Janšem.